Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer bomo danes brali četrti odlomek iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom v okviru kampanje Berem besedo. Gre za 3. poglavje Evangelija po Luku. V 15. letu vlada... Ja, še enkrat. Če si zvuja. Kaj pa si naredil? Vladanje cesarja, sem mislil vladarja. Ne, vladam. Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer bomo danes brali četrti odlomek iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom, ki jih prebiramo v okviru kampanje Berem besedo. Gre za 3. poglavje Evangelija po Luku. V 15. letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonidite, ter Lizanija četrtni oblastnik Abilene, in ko sta bila velika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija. Glas vpijočega v puščavi: pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse meso bo videlo Božje odrešenje. Množicam, ki so prihajale k njemu, da bi jih krstil, je torej govoril: Gadja zalega, kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sadove vredne spreobrnenja. Ne začenjajte sami pri sebi govoriti: Abrahama imamo za očeta, kajti povem vam, da mora Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamov otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo torej, ki ne rodi dobrega sodu, posekajo in vržejo v ogenj. Množice pa so ga spraševale: Kaj naj torej storimo? Odgovarjal jim je: Kdor ima 2 sukni, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako. Tudi cestninarji so se prišli krstiti in so mu rekli: Učitelj, kaj naj storimo? Odvrnil jim je: Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano. Spraševali so ga tudi vojaki: In mi, kaj naj storimo? Rekel jim je: Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo. Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermeno njegovih sandal. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem. Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanil ljudem dobro novico. Ko pa je grajal tudi četrtega oblastnika Heroda zaradi Herodijade, ženja njegovega brata, in zaradi vsega hudega, kar je Herod storil, je on vsemu dodal še to, da je Janeza vrgel v ječo.